Ok, pa dajmo mi zdaj to začeti malo bolj zares. Lepo pozdravljeni v moji družbi. Moje ime je Teja Bažon, predstavljam se pod imenom Teja Lumina. Sem moderna čarovnica in vodnica skozi nevidni svet, kar pomeni, da imam zelo izureno intuicijo, s pomočjo katere lahko raziskujeva tvoj podzavestni svet, kjer iščeva tvoje skrite potenciale, tvoje strahove spremenimo v moč, tvoje dvome pa v jasnost. In evo, da bi izkoristila ta svoj talent še kako drugače, sem se odločila pripraviti tale podcast za naslovom Gola Slovenija in preko tega podcasta bomo skupaj razgalili tole našo Slovenijo. Začeli bomo pa pri politiki, kajti prihajajo parlamentarne volitve, za katere menim, da bodo ene najpomembnejših parlamentarnih volitev v zgodovini te Slovenije. Zakaj, sem malček več povedala že v prvi epizodi. In takrat sem tudi napovedala, da se bomo najprej lotili Janeza Janše. Zakaj sem si kot prvega izbrala Janeza Janšo? Prvič zato, ker je on nekako najdlje na oblasti oziroma v parlamentu, no, tako. Že celo moje življenje poslušam o tem Janezu Janši, in seveda zdaj je spet v nekem porastu. Spet se Slovenija deli na dva pola, ne. Mislim, okrog Janeza Janše je itak že celo njegovo kariero so ljudje razdvojeni na tiste, ki so janšisti, in tiste, ki so antijanšisti. Zdaj, ker bomo njega jaz danes ne bom toliko poskenirala, bolj bom v bistvu razlagala, kaj sem jaz o njem že vse zvedela na energetskem nivoju, ker sem z njim že precej tako sodelovala. Oziroma sem imela par takih zelo zanimivih izkušenj, tako da danes bom bolj to delila, kaj se je zgodilo v preteklosti, ker to potem tudi postavi nek temelj za naprej. Ampak, da bo bolj jasno, od kod jaz izhajam, dajmo si pogledati na kratko mojo zgodbo, oziroma probala bom v 5 minutah strniti nekako ta svoj proces in tudi s tem povedati, kakšno je bilo moje mnenje o Janezu Janši in kako se je tekom let to mnenje spreminjalo. Torej, jaz nikoli nisem bila neki navdušena nad Janezom Janšo. Seveda, jaz se nikoli s politiko nisem ukvarjala. Imam 34 let, tako da polnoletna sem 16 let, ne, se pravi prvih 16 let življenja me to sploh ni zanimalo. Potem, ko sem postala polnoletna, sem malček več začela to spremljati, ampak hitro sem obupala, ker mi je bilo preveč dolgočasno in nekako sem imela občutek, kaj bom jaz s tem enim mojim glasom, ne, koga briga. In v bistvu med covidom pa je ta želja do tega, da bi se ukvarjala s politiko, še bolj padla. Šele zdaj med referendumom se je ta volja prebudila, ampak ker je meni politika resnično zelo dolgočasna, sem se odločila, da bom pač le pristopila na nek svoj način. Torej, glede na to je mogoče logično razvidno, da jaz nimam pojma o Janezu Janši, vem, kaj se je govorilo o njem, razne korupcije, ne vem, kakšne zadeve vse, da je delal, da je bil v zaporu in ne vem kaj. Pač ja, in zaradi tega vsega nekako mi ni bil nikoli preveč simpatičen, tudi ko sem ga videla na televiziji, mi je bil tako malo, ni mi pač nekako njegov glas, njegov stil govora, njegov pogled je v meni vzbudil neke take bolj neprijetne občutke, ampak ni bilo to zdaj tako zelo drastično. Bolj se mi zdi, da je bila to posledica teh stvari, ki sem jih pač zvedela o njemu, ne. Zdaj, znotraj moje družine oziroma širši krog družine se tudi delimo na dva pola, ne, eni so za Janšo, eni so proti. In dostikrat je prišlo tudi znotraj družine do kakšnih konfliktov zaradi tega. Tako da že tle sem videla, okej, ne, kako so lahko eni toliko proti Janši, drugi pa toliko za, ne. To mi je bilo vedno tako zanimivo, ampak kot sem rekla, jaz sem se vedno bolj nagibala naproti oziroma me sploh ni zanimalo. Okej, gremo naprej. Jaz imam že od nekdaj ta dar intuicije, vidim v svetove drugih ljudi, ampak zaradi vzgoje, zaradi
pač celega načina življenja, zaradi sistema in vsega tega, sem jaz ta svoj dar imela nekje tam, v ozadju. Podobno kot recimo, če si nastaviš radio v pisarni in ga daš na lihtko, na tiho, po nekem času tega radia sploh več ne boš slišal. Ne boš slišal, kaj se pogovarjajo, razen če pride kakšna pesem ali pa če se zgodi nekaj, kar pritegne tvojo pozornost, potem daš ta zvok radia bolj v zavest. In tako so bili tudi te moji svetovi in to vse, to je bilo vse nekje v ozadju. No, leta 2017 pa sem se jaz malček bolj poglobila v te zadeve. Sem hotela to malo bolj raziskovati. Takrat sem si kupila svoje prve tarot karte, prebrala sem tudi knjigo Psi, ki mi je še bolj odprla oziroma mi dala več tega znanja, kako v bistvu vstopati v te svetove in tudi zavedanja, da jaz imam to sposobnost, tako da sem jo takrat pač začela razvijati. 2 leti kasneje, leta 2019, sem se odločila, da se bom poslovno osamosvojila in stopila na svojo pot. Takrat sem imela željo postati zelo pomembna grafična oblikovalka v Sloveniji. To je bila nekako moja vizija. Namreč zase menim, da sem zelo dobra v tem, kar počnem. In imela sem veliko zagona, motivacije in upanja, da mi bo to tudi dejansko uspelo. Tako sem decembra 2019 tudi dejansko stopila na to pot. In s tem, ko sem se osamosvojila, ko sem začela delati večinoma bolj od doma, sem si rekla, pa da jaz te svoje tarot poglede delim tudi na spletu, zakaj bi to imela samo zase, morda bo pomagalo še komu drugemu. Torej decembra, ko sem jaz začela delati od doma in iskati dejansko svoje stranke, ne, kmalu zatem, sem padla notri, sem bila v onem, je seveda prišel COVID in je vse ustavil. Predvsem ta vidik grafičnega oblikovanja, to se je ful ustavilo, vsaj iz moje perspektive. Ostali smo doma v letu 2020, večino časa smo bili pač v teh karantenah, pa to in seveda glih zaradi tega sem jaz nekako še bolj se posvetila energijam in raziskovanju energij, ker sem pač imela več časa in več možnosti za to, pa tudi se mi zdi, da je takrat prišla večja potreba po tem, ker so bili ljudje v teh negativnih čustvenih stanjih in so jim taka sporočila prišla prav. Tudi takrat je bil porast vseh teh duhovnih ljudi. Mislim, jaz se nimam za duhovnega, jaz se ne ukvarjam z duhovnostjo, jaz se ukvarjam z energijami, to bi res rada poudarila. Ampak bil je razcvet tega duhovnega sveta, ker naenkrat so vsi brali te tarot karte, ne, te ljudje so rasli kot gobe po dežju. Ampak nima veze. Jaz sem šla veliko, veliko globlje v to zadevo in leta 2021 sem jaz poznala oziroma srečala na YouTubu enega, ki se tudi ukvarja z energijami in bere tarot karte. On je postal neke vrste moj učitelj. Seveda on ni mene poznal, ker jaz sem bila samo gledalka njegovega YouTube kanala, ampak sem se od njega zelo, zelo, zelo veliko naučila. In prišel je oktober 2021. Jaz sem se takrat pogovarjala z eno novinarko in sem jim povedala, kako jaz, oziroma ne, prišel je september 2021 in 2021 je bilo zame kar tako finančno zelo težko leto. Grafično oblikovanje sem dala skoraj na stran, ker pač enostavno sem se toliko bolj poglobila v energije, ampak na pač nivoju energiji pa nisem bila še toliko uveljavljena, da bi lahko dejansko si plačevala vse te visoke prispevke. In tako sem septembra 2021 bila primorana zapreti svoj espe. Zdaj, enostavno mi je zmanjkalo denarja, nisem mogla plačati prispevkov in sem rekla, ne, bomo zaprli, bom malček počakala, pol bom povedala, kako se bo razvijala moja pot in če bo treba, bom spet nazaj odprla espe. Fora pa je bila v tem, da sem jaz imela gor še nekaj denarja na računu, ampak ko sem jaz zaprla espe, nisem plačala enih prispevkov in takrat je bila moja, pač jaz sem mislila, dobro, ne, pač itak bom dobila opomin, pa še en opomin, pa to bo proces in bom jaz že te prispevke plačala.
malo morgen. Jaz takrat nisem še vedela, kaj je točno to FURS, ne, kako FURS dejansko funkcionira. In en par dni potem, ko sem jaz SP dokončno zaprla, je bil petek, ura je bila 12, jaz sem hotela plačati neke položnice, grem na banko in vidim prazno, blokada, ne morem nič. Dobila sem tudi mail iz banke, da so mi blokirali račun. In jaz sem bila prestrašena, kaj je zdaj za boga to, ne? Kaj se je to zdaj zgodilo? Kličem jaz na banko in na banki so mi povedali, da se je FURS usedel gor na moj račun in mi pobral vse, kar sem imela, in da zdaj moram še račun odblokirati, kar je v bistvu pač treba plačati. In jaz sem bila takrat v šoku. V šoku zato, ker z tega nisem pričakovala, realno, nisem tega pričakovala. Pričakovala sem, da bom dobila vsaj eno obvestilo, ne vem, karkoli, ampak nič nisem dobila. Meni so dobesedno trgali račun in to je bil grozen občutek. Hvala Bogu, jaz sem imela partnerja, oziroma ga imam še zdaj, bila sva s partnerjem skupaj, on je imel svoj denar, svojo službo, tako da ni mi bilo hudega. Ampak predstavljala sem si, kako bi se počutila neka, dajmo reči, ženska samohranilka, ki tako pride v tako situacijo, zapre SP, ker pač ne gre več, se zaposli, ampak poli trgajo denar, ona pa je glih začela z novo službo, ni še dobila prve plače in čez vikend ostane totalno brez denarja. Občutek je grozen, ko se ti to zgodi. Ampak okej, dobro, jaz sem preživela, ta denar sem pol zbrala, sem takoj v ponedeljek šla na banko, to vse poplačala, in pač ne, jebi ga, okej, zdaj vem, kako izgleda to, kako deluje FURS, vem, da je FURS neizprosen in pač sem to sprejela za neko lekcijo. Kar me je dejansko pol razjezilo, je bilo to, da 8 dni kasneje sem jaz dobila pošto, ki sem jo mogla podpisati, in ko sem jo odprla, je bilo notri opozorilo, da če ne plačam v roku 8 dni, mi bodo trgali sredstva iz bančnega računa. Ko sem jaz to že vse plačala, ko sem jaz šla že čez cel ta postopek, ko sem že vse uredila, ko je bilo tega že zdavnaj mimo, jaz dobim pošto, kjer me opozorijo, da moram to nemudoma plačati. In to je mene razpislo. Dobesedno razpislo. Ker ta izkušnja z blokiranjem bančnega računa je bila težka. Pol pa, ko to rešiš, pa dobiš opozorilo, da ti šele bodo, če ne boš plačal, to je pa bilo, ne, to pa bil višek vsega. Jaz sem takrat dobila zelo veliko jeze nad sistemom, zelo sem bila jezna. In tle se je začela neka moja uporniška pot. Ko sem jaz rekla, mene več sistem ne bo tako jebal, jaz bom pač igrala po svojih pravilih. In seveda to je bil še vedno čas covida. Takrat je bil Janez Janša na oblasti in on je imel en kup teh svojih pravil za ta covid, ne. Jaz zdaj, okej, ne bomo šli v to, pač covid, meni je to bilo brez veze vse skupaj, ampak okej, pustimo ostati. In bila so pravila zelo stroga, kar sem jaz čutila kot nepotrebna, in jaz sem našla neke svoje, dajmo reči, imela sem plan B. Če bi bilo karkoli, jaz imam pa nekaj, kar mi omogoča, da delam to, kar je prepovedano, in tega nisem nikoli koristila, ampak sem imela to pač tam ob strani. No, in pol sem se pogovarjala oktobra z eno novinarko in smo prišli na to debato in jaz si povem, kao, ja, jaz pa imam to in to, ne, jaz sem si to in to zrihtala, tako da, in me ona čez en čas kliče in mi reče, tja, a bi ti bila pripravljena podati izjavo, ker bomo snemali prispevek direkt na to temo, ne, ker pač to, kar sem imela jaz, to je imelo še ogromno drugih ljudi in je počelo isto, kot sem počela jaz, ne. Jaz tega torej nisem ne bom povedala kaj, ker nočem, ampak jaz tega nisem počela, imela sem torej to kot plan B, okej, nikoli nisem prekršila tega pravila v resnici. Ampak glede na situacijo, kot je bila, in glede na moje prepričanja glede okrog covida, pač enostavno sem rekla, ne bom jaz, ne bom. No, mene kliče ta novinarka, če ji podala izjavo in rekla, gled, ja, ti boš zakrita, ne bomo ti snemali obraza, lahko imaš kapuco na glavi, spremenili ti bomo glas, se pravi, tvoja identiteta bo popolnoma zakrita, ampak bi bilo ful fajn, če bi bila pripravljena to narediti. In jaz sem rekla, valjda, zato ker jaz sem bila takrat v tem uporniškem elementu. Naredila sem sliko Antigona, to je ena slika, dobro, ne bom zdaj tega, da ne gremo preveč v moje osebne zadeve, ampak je pa ful pomembno, zato to govorim. To v bistvu sestavi celo zgodbo za naprej.
Jaz sem bila odločena, da bom pač zrušila sistem, ampak ne seveda tako zrušila, ker jaz sem premajhna, da bi zrušila ta sistem, ampak bolj v smislu, da ga bom drkala nazaj. Evo, tako, dajmo povedati, dajmo si natočiti čistega vina in povedati tako, kot je. In seveda ta priložnost, da bi jaz na poročilih podala svojo izjavo in povedala, kako se jaz igram s pravili, se mi je zdela pravno, yes. In dejansko še isti dan pride neka druga novinarka in snemalec, so me posneli, jaz povem vse, pokažem. Seveda sem to zgodbo še malo napumpala, malo sem se še zlagala, zato ker jaz v bistvu tega nisem koristila, ne, ampak valjda, mislim, celo mislim, da sem povedala, da nisem koristila, ampak sem povedala, zakaj bi koristila, če bi bilo treba. Ampak sem malo, moram priznati, da sem zgodbo malček napumpala, ker zakaj pa pač ne. Zdaj sem bila anonimna, tako kot friga. In zdaj pridemo do Janeza Janše. Jaz sem imela takrat oblečeno neko tako rožnato bundico, zato imam danes tudi rožnato majico, ker ta barva je zelo pomembna. Ker res sem začela. So poročila, ne. In jaz gledam to svojo izjavo. Itak me je bilo strah, da me bo kdo, da se bo ugotovilo, kdo sem jaz, da sem to jaz. Itak me je bilo strah, da bom zaradi tega šla v kakšne težave, čeprav nisem bila v resnici nič kriva, ker nisem tega res nikoli koristila. Ampak jaz grem pol na Twitter, ker jaz sem šla na Twitter in vidim slučajno, jaz nisem Janeza Janše spremljala na Twitterju, ampak slučajno mi pride njegov tweet direkt na prvo stran in je napisal nekaj v smislu, da kao 24 ur lažejo. On je bil prepričan, da je bil ta, jaz ne vem, če se to nanašalo name, ta njegov tweet, ampak ko sem jaz prebrala ta tweet, v meni se je sprostil adrenalin. In preden sem jaz sploh razumela, kaj je on napisal, in to vem pol takrat, da je moje telo začutilo energijo. Tako da jaz predpostavljam, da je ta tweet bil namenjen meni oziroma temu mojemu prispevku, kajti jaz sem s tem prispevkom v bistvu na nek način Janezu Janši pljunila v obraz in mu rekla, ta tvoja pravila, eto ti, mi smo se znašli drugače, ne. In on je potem na tweet napisal, ja, na 24ur.com itak lažejo, oni so in sami lažnivci. In takrat se je zgodilo nekaj posebnega. Ko sem prebrala ta tweet, ker sem pač nekako predvidevala, da se nanaša name, se je ustvarila ta energijska povezava med njimi in mano. Ker če predpostavljamo, da je on gledal 24 ur in da je videl ta prispevek in da je videl mene, ga je ziher to, mu je dvignilo pritisk, ko sem jaz to govorila, ker jaz sem dal tam pa pravila, in to zdaj tlena krši. Ne. To je v njemu ustvarilo čustveno reakcijo. In ta čustveno reakcijo je zlil v tweetu. Jaz sem šla na Twitter. In ko sem prebrala ta tweet, se je ta čustvena reakcija unesla name. In se je v bistvu med mano in Janezom Janšo ustvarila povezava. Ok, super. Pustimo zdaj ta Janez Janša nekaj na strani, ne? To je bilo torej nekje oktobra. In novembra se pa isto zgodi meni s tistim učiteljem, ko sem prej razlagala, ne, ta na YouTubu, ki me je ful naučil. On je nekaj začel šmuglati, malček preveč ego mu je začel špilati in jaz sem enkrat na Twitterju tega Steve se kliče, ne, da ne bom govorila moj učitelj, se pravi Steva, sem potem v bistvu soočila z neko resnico. In takrat se je isto med nama vnel ta ogenj. In se ustvarila ena ful močna energijska povezava, kar pomeni, da sem jaz lahko dejansko vstopila v njegov svet, v globino njegovega sveta in sem ga začela raziskovati. Takrat so se dogajale neverjetne stvari, taka naključja, ko ne moreš verjeti. Napisala sem o tem tudi knjigo in preko te knjige v bistvu razložila, kako delujejo energije, kako lahko vstopaš v druge svetove in kako se potem to odraža v tvojem fizičnem svetu. No, in jaz z Stevom dobim zelo veliko izkušenj, kaj pomeni vstopiti na drugi svet, kako to vpliva na realnost in
ko sem z njim zaključila to poglavje, to je bilo konec novembra, sem z njim zaključila to poglavje in mi je bilo malo dolgčas, ne. In sem rekla, čakaj, koga bi si jaz lahko zbrala? Takrat sem že začela delati tudi za klijente, se pravi, sem hodila v njihove notranje svetove, ampak delo s klienti je drugačno, ne. Kadar delam s klienti, seveda se fokusiramo na neko tvojo bolečino, na nekaj, kar tebe muči. Jaz vstopim v tvoj notranji svet, ampak fokusiram se samo na to, ker pač to je tudi point. Jaz sem pa hotela v bistvu vstopiti v svet nekoga in tako nekaj zamuštrati, ne. Zamuštrati zakaj? Zato, da vidim, kakšen bo efekt. Ker z mojim učiteljem je bilo zanimivo, ampak moj učitelj se tudi ukvarja z energijami, on to razume, on je to znal tudi kontrolirati, tako da ni bilo realno, ni bilo realno za videti, kaj dejansko jaz lahko s tem dosežem. In iskala sem neko osebo, koga bi jaz lahko poskenirala, v kateri svet bi se jaz lahko pretihotapila in tam nekaj zašuštrala, zato da bi videla, ali to res deluje tudi na drugih ljudeh. In ker sva z Janezom Janšo že imela en tak kratki stik, sicer tako, ne, ne da bi ne da bi vedela, vsaj on ni vedel zame, no, tako ne ve, da sem jaz tja bažon. Sem rekla, in on je bil tudi dosti po televiziji takrat, logično, ne, zaradi tega covida. In sem jaz rekla, Janko, sem jaz rekla, ok, bom si pa zbrala Janeza Janšo, ne. Zakaj pa ne? On je bil torej dosti na televiziji in tako bi jaz lahko videla, kako mu zašuštram nekaj v njegovem energijskem svetu, bi lahko še isti dan videla rezultate na televiziji. In res, jaz en dan bila sem sama doma, se uležem na kavč, zaprem oči in grem na energijski nivo. In na tem energijskem nivoju grem jaz do Janeza Janše. Fora pa je, da ko sem jaz prišla v njegovo pisarno, ko sem jaz stopila pred njega, pred njegovo energijo, takrat je kar spet se sprostil ta adrenalin. On ima zelo, zelo močno energijo, ampak njegova energija je zelo zanimiva. Ko sem ga tako srečala, sem videla v bistvu neko drugo njegovo plat. Ne tisto plat nekega zločinca, ampak videla sem plat neke osebe, ki ima zelo veliko energijsko moč, ki je energijsko zelo močna oseba. Kaj to pomeni, če si ti energijsko močna oseba? To pomeni, da kot prvo si v stiku s svojo intuicijo, znaš nekako začutiti, kaj bodo drugi ljudje naredili, nekako znaš predvideti njihove korake in znaš v bistvu tudi manipulirati. Manipulacija ni vedno slaba, lahko je tudi dobra manipulacija. Kaj pomeni, da znaš manipulirati? To pomeni, da če ti vidiš, da nekdo stopa v smer, ki zate ni všečna, če ti to prepoznaš pravi čas, lahko v bistvu prilagodiš to pot, da ta oseba avtomatično pol skrene na neko drugo pot. Ker ona, recimo, vidiš, da ne dela tega zavestno, ampak nekako podzavestno ona gre v tisto pot, kamor njej paše, in ti, če vidiš pravočasno, da ta oseba gre tja, kamor ti nočeš, da ta oseba gre, ker bi to negativno vplivalo nate, lahko postaviš neke zapore energijsko in potem to v bistvu osebo pelješ drugam. Zdaj, seveda, jaz mislim, da se Janez Janša ne zna ukvarjati toliko z energijami, ampak to dela vse podzavestno, ker je njegova energija zelo močna, zato pa kadar imajo ljudje zelo močno energijo, takrat delujejo tudi dostikrat zelo egoistični. Ker v bistvu ne znajo tega povedati na drugačen način, ampak se zdi, kot da oni delajo vse iz ega. Ko sem jaz torej stopila pred njegovo energijo, jaz sem videla, da z njim ni hecov. Ne moreš se lih hecati z njim. Jaz, ko sem prišla takrat v njegovo pisarno, moj namen je bil, da mu nekaj ušpičim, ali da pač ne spomnim se točno, kaj je bilo, ker jaz sem to pozabila. Jaz sem to delala čisto tako za hec iz firpca, nisem se zdaj neki pač poglobila v to. Jaz sem čisto tako za foro, da vidimo, če bo kakšen efekt. Ampak kar sem jaz hotela narediti je, ne vem, neko pogodbo sem mu prinesla, nekako v bistvu sem hotela nekaj doseči, da bi bil kot nek blackmail. Se pravi, da jaz nekaj tam ušpičim, to dokumentiram in potem imam dokaz, s katerim ga lahko podrem, ne. Fora je bila, da je njegova energija je to že predvidela, ko sem jaz vstopila v pisarno. In tega sem se malo ustrašila.
Sicer sem poskušala večkrat na tem energijskem nivoju, se pravi, kaj pomeni poskušati večkrat? To pomeni, da prideš recimo v pisarno, mu daš na mizo papir. Gospod Janez Janša, evo, jaz sem vam prinesel eno pogodbo za podpisati in pol on recimo reče, ne bom podpisal tega. Potem narediš to, da prevrtiš čas na začetek in poskušaš še enkrat, ampak takrat pa prideš z drugačno energijo, ne, vstopiš drugače. Takrat se spomnim, da sem brskala nekaj po teh njegovih predalih, nekako sem provala nekaj izmakniti, karkoli narediti, da bi bil nek efekt, ne, nek val v energijah, ki bi se potem poznal tudi, ki bi ga potem lahko videla na poročilih, ne. Ampak fora je bila torej, da je on mene že hitro prebral. On ima tako energijo, da ko prideš pred njegovo energijo, torej ne govorimo o fizični prisotnosti, ampak o njegovi energiji, imaš feeling, da te vidi v dno duše in da točno ve, kakšni so tvoji nameni. In takrat mi je on rekel, Teja, se dobiva na ta in ta datum, ob tej in tej uri, na tem in tem naslovu. Pridi takrat in se bova zmenila. On mi je povedal točen datum, točno uro in točen naslov na energijskem nivoju. Okay. In ko sem jaz izstopila iz te meditacije, sem šla takoj na Google, sem upisala ta naslov notri. Bil je naslov neki varianta Gornje police 5. Ne vem, nekaj takega. Ne spomnim se točno, žal tega nimam napisano, ampak jaz sem pol brskala in dejansko se mi odprla neka koča nekje v Alpah. Ne toliko visoko v gorah, ampak nekje v alpskem svetu. Bila je neka taka velika koča, ki je bila bolj kot nek hotel, dajmo reči. Ni bila to zdaj neki ful prestižna, ni bila to zdaj neki tam za lih vsakega pohodnika, je bila nekako na nivoju, ampak bil je kot nekakšen hotel, tudi tako alpsko ograjo imela spredaj in po tleh je bil, spredaj je bil parking in po tleh je imela tiste travne rešetke na parkingu. Toliko se spomnim. Ma ja, kaj pa je, no? Ne vem, če se sliši mojega mačka, ampak tukaj je zdaj neki mjavka. Mogoče hoče iti ven, čakajte, ga grem spustiti. No, in jaz si ta naslov in datum in vse zapišem v svoj planer. Počakam, da pride ta datum. Na ta datum sem bila jaz spet slučajno sama doma, ker potovanja rada delam, ko sem res sama, zato ker se mi zdi, da tako imam najbolj svojo energijo. In grem jaz na ta energijski nivo, se pravi, uležem se, zaprem oči, sedem glasbo, grem na energijski nivo. In ker sem jaz vedela, da me bo energija Janeza Janše nekako preizkušala, si tam nisem upala iti sama, zato sem se pozanimala s svojim učiteljem na energijskem nivoju, ne zares. Sem mu rekla, če bi on lahko prišel z mano na to misijo, ker si jaz sama ne upam iti, ker sem pač začutila, da ima Janez Janša premočno energijo, da bi se jaz lahko dejansko z njim soočila. In ta moj učitelj oziroma Steve je rekel, ja, valjda veš, da bom šel s tabo. Ampak na ta dan, ko sem jaz mogla iti v ta hotel oziroma na ta naslov na energijskem nivoju, jaz pokličem tega mojega Steva na energijskem nivoju. In zakaj poudarjam na energijskem nivoju? Zato, da ne bo kdo razumel, da sem jaz, da smo to imela v 3D. To je bilo vse v 5D, v 5. dimenziji oziroma na energijskem nivoju. In jaz rečem temu Stevu, dej, danes pa greva, ne, pridi z mano. In on je rekel, ne, jaz odstopam, jaz sem se odločil, da jaz v tem ne bom sodeloval, ne morem, pač enostavno si ne upam niti jaz, ne, tako. Ni rekel, da si ne upa, ne, ker je pač moški, ampak je on to nekako drugače zglumil in pač na nek način sem ostala sama. Ampak pol sem mu rekla, pa daj me vsaj potem ti peli, bodi potem ti vsaj moj angel varuh, če mi nočeš pri tem pomagati. Bom jaz vse sama naredila, samo ti bodi tam, čakaj me z avtom pred tem hotelom, da če bo karkoli narobe, če se bo karkoli išlo slabo, da lahko zbežim in me ti odpelješ proč. Zdaj, takrat sem bila jaz še dosti začetnica na teh zadevah, ne, in sem razmišljala še zelo zemeljsko, ko sem hodila na energijske nivoje. Zdaj seveda, če bi šla še enkrat na tako misijo,
ne rabimo niti avta, bom jaz prišla s helikopterjem, ni problema, bom spila nevidni napitek, karkoli, ne, pač zdaj pristopam do teh stvari čisto drugače, ampak takrat pač nisem še toliko znala. In on me niti peljati ni hotel, ampak na koncu je vseeno na to pristal. In dejansko sva mi dva šla tja. In jaz sem šla potem na skrivaj nastaviti v to sobo, kjer sva se dobila, oziroma ta stanovanje, notri so bila taki majhni apartmaji. V ta apartma sem šla nastaviti neke skrite kamere, ne vem, kaj sem še vse naredila, da se jaz zaščitim, da imam zaščito. Seveda, moj plan je še vedno bil dobiti neko tako sliko, ki bi, s katero bi jo lahko, s to sliko, da bi lahko pač Janeza izsiljevala. In videti, kako se bo to potem odrazilo v fizičnem svetu. Ok, pač to je bilo moje raziskovanje. In jaz se res dobim z Janezom Janšo tam v tem hotelu. Moj učitelj me je čakal zunaj v avtu, v taki črni limuzini. In jaz se zdaj ne spomnim točno, kaj se je tam dogajalo, ampak jaz vem, da tudi tam sem mogla večkrat poskušati, ker me je Janez Janša vedno premagal, vedno me je razkrinkal. Ampak jaz sem na neki točki uspela dobiti to neko sliko in sem zbežala ven iz hotela, sem se usedla v avto in se odpeljala z mojim učiteljem proč in se potem seveda vrnila nazaj v fizični svet. In jaz se zbudim in zanimivo, nekaj sem uspela ukrasti, ok, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ura je bila 7 ali 8, ne vem, kdaj so poročila na Pop TV. In jaz valjda oni dan sem rekla, danes moram gledati poročila, da vidim, ker to je bilo dopoldne, ne, to, ko sem šla v ta hotel, se pravi, poročila delajo ponovadi tekoči dan. Sem rekla, da vidim, če bo kaj takega zdaj Janša povedal, če se bo kaj takega zgodilo, da bom jaz ugotovila, če sem jaz kaj uspela narediti, ne. In jaz gledam poročila in res, Janez Janša pride na televizijo, on pač nekaj govori in 24 ur ima tle pač dol ima uno pasico, rdečo. Ali ne vem, vse mogoče, jaz sem takrat pogledala vsa poročila, tudi na Kanal, na Slovenija 1, ne vem točno, kje je to bilo, ampak na tej pasici se je pojavil napis, da iščejo deklico z rožnatim nahrbtnikom na Dragonji. Izgubljena deklica, neka iskalna akcija, izgubljene deklice, nekaj v tem kontekstu. Zdaj, kaj je bilo takrat? Takrat se je neki imigranti so bili in pač izgubila se neka punčka na Dragonji. In imela nek rozast nahrbtnik ali nekaj takega. In pač je bila iskalna akcija, ker so to punčko vsi iskali. Zdaj, logično, ta punčka in jaz nimamo neke povezave, tako. Ampak, zakaj mi je rekel Janez Janša, naj pridem na ta in ta datum v tisti hotel? Zato, ker energije itak že vse vejo. Pač na energijskem nivoju je že vse, preteklost, prihodnost, vse je že, pač obstaja vse. In energija Janeza Janše, oziroma duša njegova, kakorkoli, je vedel, da pač nekako se je vedlo, na ta dan je, kako bi rekla to, na ta dan je bilo več možnih variant, kaj se bo dogajalo v novicah. In odvisno, kako se pol jaz odzovem, to se potem reflektira v fizičnem svetu. In tako se je pol zgodilo, da na ta dan so iskali to punčko. Zdaj, torej, to je bila neka punčka na Dragonji, ki je pač se zgubila in so jo iskali, ampak fora je bila v tem, da je bil takrat Janez Janša na televiziji, on je nekaj govoril in v tej pasici spodaj je bila ta novica napisana tako na kratko, da jaz sem to dvoje povezala, ker pač to je bila sinhroniciteta, temu se reče sinhroniciteta, kadar ti narediš na energijskem nivoju, se dogajajo take sinhronicitete. Zdaj, če jih razumsko interpretiraš, ni nobene povezave med njimi, ampak če poslušaš za energijo, vidiš povezavo. Se pravi, njegova energija je jasno kazala, iščemo punčko iščemo eno punco, Dragonja, roza. Ne, to so bile ključne besede. Punca, Dragonja, roza barva. Zakaj je Dragonja pomembna tukaj? Zato, ker jaz sem se rodila v Kopru in mi smo ves čas živeli med Novigradom in med Koprom. Se pravi, jaz sem se mimo Dragonje peljala 2-krat na teden najmanj.
Um, Se pravi, to je nek moj kraj. In če bi iskali punčko na Dravi ali ne vem, kje drugje, bi jaz tle ne bi videla neke povezave. Ampak ker je bilo glih na Dragoni, in me je še bolj toliko, pač jaz sem takrat začutila tak adrenalin, ker se je zdelo, kot da mi Janez Janša tako med vrsticami oziroma na energijskem nivoju mi je sporočil, Teja, iščemo te. Iščemo te in našli te bomo, ker on je takrat še tako govoril neki fuluno, pač o tem covidu, tako ful neki jezno in una pa si, jaz sem, v glavnem, ko sem jaz to videla, jaz sem se začela tresti. In jaz sem rekla, ok, čakaj, čakaj, to niso heci, ok, to niso heci, ne se zabavati. Tako da, v bistvu, ja, je bilo zanimivo in takrat sem rekla, ok, ne bom jaz se več šla takih stvari, ker nikoli ne veš pol, kaj se lahko zgodi. Koliko imamo še, mislim, da 10 minut časa, da ne bo epizoda predolga. No, in bila je sreda. Ali torek, kdaj sem snemala? V torek mislim, da sem, ja, ne, v sredo sem posnela prvo epizodo tega podcasta in takrat sem takoj posnela še epizoda za Janeza Janšo. In takrat sem naredila tudi energijski sken. Šla sem nazaj v njegovo pisarno, opisovala sem jaz, kako vidim to njegovo pisarno, ampak ko sem jaz pogledala to vse skupaj še enkrat, sem rekla, jaz to ne morem objaviti. Fora pa je bila, da po tej epizodi sem videla Janeza Janšo, ki mi je zameril, ker sem bila do njega takrat v tej prvem poskusu snemanja, sem bila dosti taka, ne vem, kako bi rekla, taka, da sem ga dosti podrkavala. In fora je bila, da ko sem delala v Pogled na tem prvem poskusu snemanja, sem šla potem v njegovo pisarno in jaz sem sebe videla, kako sem mu na mizo dala sliko. In to je bila ta slika, ki sem mu jo takrat izmaknila. On jo je vzel, jo prepognil na pol in si jo dal v suknjič na notranji strani. In pol je pač šel ven. Ko sem jaz posnela to prvo epizodo, sem posnela potem še bonus vsebino, ker sem povedala malo več informacij, v bistvu vse to, kar sem že danes povedala. In itak sem bila tudi spet taka, da sem ga malček podrkavala in pol mi je on dobesedno zameril, njegova energija, ne. Kadar sem skončala snemati, jaz se več z njim nisem mogla povezati, oziroma kadarkoli sem se z njim povezala, jaz sem ga videla obrnjen, da mi je kazal hrbet in kot da ne obstajam. Pač jaz nimam pojma, jaz nimam ni z njo, ne, tako je izpadlo. In pol pa sem včeraj, 11.12., sem kanalizirala z Igorjem, tega posnetka nisem še objavila, verjetno, da ga še bom, ker je bil tudi zelo zanimiv. In mi je rekel Igor, da bom na ta dan videla nekaj, kar me bo šokiralo. Tudi Janez Janša mi je rekel, ko sem, njegova energija, ko sem ga vprašala, zakaj mi kaže hrbet, in je rekel, v četrtek ti bom vse povedal. Pač v četrtek bom objavil nekaj, kar te bo, kako je že rekel, ne vem, kaj je rekel, ampak je rekel, v četrtek bom objavil nekaj, kar pač da me bo šokiralo. In torej to je bilo včeraj, 11.12. Ne? Jaz se pogovarjam z Igorjem, Igor mi je povedal, da bom nekaj izvedela, da bom debelo pogledala, zato da mi odpre oči in pazi to, kaj se je zgodilo. Jaz grem popoldne na Facebook in itak takoj mi pride Janez Janša in on, danes je četrtek, da pogledamo, kaj je to. In v bistvu je govoril o tem, da volišč ni, da je Levica ukinjala volišča, ampak v bistvu on je govoril z eno tako, tisti govor je bil en tako čustven, res izhaja, res je neka toplina izžareva iz njega. Zdaj vem, da antijanšisti boste rekli, ne. V redu, ja, pač pustimo stati, se bomo o tem, da je drugič pogovarjali, če je on dober človek ali ne, oziroma kot politik. Ampak jaz sem takrat začutila neko sočutje do njega, ne. In meni je ta posnetek dal misliti, kot v smislu, pa dej ne moreš biti tako nesramna v teh posnetkih, lej, na koncu je to neka energija, to je vseeno nekaj svetega, ne, zdaj, mislim, Janez Janša, če bo to kdaj gledal, pač verjetno, da ne, ampak recimo, če bi kdaj gledal, verjetno bo on rekel, ta ima neke svoje iluzije, ta ta je malček tako, ne, ok, v redu, nima veze, ampak sem rekla, dej,
mogoče bi pa res mogla biti malo bolj spoštljiva, vsaj no. Ker vseeno, energije so nekaj lepega in naše duše so tudi nekaj lepega in vsaka duša ima neko svojo. In sem rekla, pa dobro, ajde, bom jaz posnela to še enkrat, ne bom objavila tega, bom posnela novo, z novo energijo, z drugačno energijo. Ko se jaz to odločim in si prav rečem, da tako bo, jutri bom posnela novo epizodo, oziroma bom na novo posnela epizodo o Janezu Janši. Čez kakšno uro grem jaz na Facebook in spet prva objava je od Janeza Janše. In ko sem jaz to prebrala, jaz sem skoraj padla. Ok, ne bom rekla, da sem skoraj padla v nezavest, ker to je res malo pretiravanje. Ampak jaz sem bila v šoku. Jaz sem bila v šoku. Bom dala zdaj, čakaj, da jaz provam dati tlele share screen. Da ti pokažem. Share, upam, da sem to zdaj prav dala. Evo, poglej. Lisička, ki spi. Zanimiv simbol. Čakaj, moram iz tega drugega ekrana. Ne, tega nimamo več dosti časa. Čakaj. Kaj delam? Ja, vidiš to, ko je tako neki zares je kar uno. Evo, poglej, kaj je napisal. Vrhunska poteza, Vladimir. Zakaj je to šokantno? Zdaj, on se pač tle nanašal na tega Prebliča, neverjetno, pač ne poznam Prebliča, nisem ga še nikoli. Ampak verjetno je ta Preblič se kliče Vladimir. Torej, to je bilo, vidiš, 4 ure nazaj. No, ob 7:30 sem šla jaz na Facebook in to je bila pač ena izmed prvih teh na zidu, vrhunska poteza Vladimir in to me je v bistvu šokiralo. Zdaj bom povedala, zakaj. Zato, ker moj vodnik Vladimir, mislim, imam vodnika, ki se kliče Vladimir in to je tale gospod oziroma tale energija. On je vodnik, ki mi pomaga pri soočenju z demonskimi silami. On je vodnik, ki ima izjemno močno energijo. Ob njem se počutim vedno varno. Z njim grem lahko kamorkoli, praktično v pekel grem lahko z njim in on me bo ščitil, varoval. Zelo je tak, zelo ima, mislim, se pač še tako je malo podoben Janezu Janši, če te ful približaš, oh my god. Dobro, ne glih, ampak malo. On je moj vodnik, razumeš, za demonske sile. In pol pa Janez Janša napiše, v sredo mi je rekel, ali kdaj je rekel, v četrtek bom objavil nekaj, kar te bo šokiralo in evo, vrhunska poteza Vladimir, šampanc, peace. In ok, še enkrat, on se je tle nanašal na, čakaj sem malo, stop share. On se je logično tlele na tem postu nanašal na tega Prebliča, ok? Ampak kot sem rekla že tam pri poročilih, na energijskem nivoju je vse v simbolih in to so take zakaj, zdaj tisti, ki ste skeptični, meni je rekel Janša, da bo v četrtek objavil nekaj, kar me bo šokiralo. Zakaj ni tega objavil v sredo zvečer ali pa v petek, danes? Zakaj je glih Vladimir? Zakaj ni napisal Preblič? Ker če bi on napisal vrhunska poteza Preblič, mene to ne bi šokiralo. Če bi napisal, če bi to objavil danes, me ne bi šokiralo, ker jaz sem pričakovala četrtek, ker mi je rekel na energijskem nivoju, da bo v četrtek nekaj objavil, kar me bo šokiralo. In ko sem jaz to videla, jaz sem bila v šoku in sem takoj se povezala z Vladimirjem. In njega sem videla, kako ga je tako imel roko okrog njega in ga trepljal po rami. In jaz sem rekla, ok, dobro, to zdaj meni nekaj ni všeč, ker mi ni všeč, da se, mislim, Vladimir je tako, on mi dosti stvari zrihta, ampak na tak način, da izpade ful hladen, ful nesramen, potem pa kar naenkrat pride in se nasmeje in reče, evo te, jaz sem ti zrihtal. Tako da Vladimir in Janez Janša sta imela nekaj skupaj, ne? Seveda Janez Janša
v fizičnem svetu, on ne ve za tega mojega vodnika Vladimirja, ok? On ne ve za me, on ne ve za mojo energijo. Kako se to njemu reflektira v življenju, ne vem. Ne vem. Mogoče tega niti ne opazi. Ampak ok, da zdaj zaključim, ker mislim, da imam samo še 4 minute časa. Nekaj takega. Jaz bi rekla tako, Janez Janša, Janez Janša ima zelo dobro in močno energijo, ampak fora je, da si je mogel nadeti tekom svojega življenja črno masko, ker to je edini način, da se zaščitil pred negativnimi vplivi. Gola Slovenija.